Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, zgodilo se je v Avti vasi. A veste, kje je Avta vas? To je tam blizu Novega mesta, na jugu Slovenije. Jaz ne vem, če sem zdaj tam bil, mogoče sem se skozi zdaj vozil v Avti vasi. Ampak, no, gospod Aleš Primc piše o tem, vidite, ta gospod Aleš Primc je zelo veliko dobrega naredi, bori se proti ljubljanskemu, proti našemu županu Jankoviću in proti njegovi politiki. No, in on piše o tem, vidite, da so te v Avti vasi v osnovni šoli, imajo zelo lepo osnovno šolo, vsaj pričeli je zelo lepo, tako mogočno. So v sredo, mislim, to prejšnji teden ali pa predprejšnji teden v sredo, so imeli tako imenovano živo knjižnico. Jaz tega ne poznam, čeprav sem bil v šoli 6 let, ampak ne poznam, takrat tega mi še nismo imeli. Ampak zdaj so pa to neko živo knjižnico so pač napravili in ta živa knjižnica pomeni, da pridejo neki ljudje na šolo in potem se pogovarjajo z učenci, kot žive knjige, odgovarjajo njihova vprašanja in tako neko stvar pač propagirajo. No, pravi gospod Franci Bačar, ki je oče 5 otrok iz Avte vasi, pravi, da so prišli, torej pravi v sredo, bodo na naši šoli izvali živo knjižnico, to piše v prihodniku, ne. Pravi, otroci bodo imeli možnost, da bodo poslušali kakega človeka, pravi, in tako naprej, potem pa pravi, da sta ženo, pravi, majčkeno po spletu poiskala, kdo naj bi bil tisti, ki bo pač to živo knjižnico zdaj vodil, kdo bo tisti človek ali pa tisti ljudje. No, in potem sta gotovila, da bo šlo na neko nevladno organizacijo, za neko Legebitro. Ja, no, in pravi, da sta potem se pozanimala, za kaj gre, no in sta gotovila, da bodo ti ljudje iz Legebitre oznanjali otrokom v živi knjižnici LGBT. Kako je to nekaj fantastičnega, enkratnega, dobrega, sploh pa za majhne otroke, si lahko mislite, ne. LGBT, nekaj, kar obvezno morajo slišati, zakaj, ja, da bodo srečni, ne, da bodo lahko čim prej spol spremenili ali pa počeli stvari, vidite, ki so proti Božji volji. To so žive knjižnice. No, in pravi ta gospod, ta Franci Bačar, oče 5 otrok, pravi, ta živa knjižnica je projekt, ki načrtno krši 41. člen slovenske ustave, ki pravi, starši imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. To je po ustavi. Ampak seveda, to je na papirju. V resnici je pa seveda država, ki seveda ni ateistična, ni neverska, ampak je globoko fantastično, veliko, kako se reče, ne fantastično. Ja, verska država, ki je znanja seveda krivo lažna vera evolucije, uči otroke v šolah, fanatično verska država in tudi fanatična verska vzgoja v šolah, seveda z vero evolucije, ki je samo vera, lažna kriva vera, ne pa znanost, kakor lažejo. Se pravi, s to LGBT, s to živo knjižnico z LGBT, s temi ljudmi, ki so prišli na to šolo, vidite, seveda kršijo 61. člen slovenske ustave. In pravi ta gospod Franci, pravi, LGBT agendo nam želijo, s to agendo, se pravi, s tem propagiranjem nas želijo potakniti na način nekaj, kar naj ne bi opazili. Ja, pravi, starši, pravi, zato, pravi, ti ljudje zvito imenujejo knjižnico nekaj, kar je seveda proti Božji volji, kar je proti Božjim zapovedim. Potem pravi, starši o projektu nismo bili vnaprej obveščeni, šola se je odzvala šele potem, ko smo številni o projektu začeli spraševati. Vidite, hvala Bogu, številni začeli spraševati, vidite, to je zelo dobra stvar. Vidite, ko enkrat začnejo starši spraševati, to pomeni, da je že dobro, prav reagirajo. In pravi potem, zato se odgovor ravnateljice bere kot serija miss sveta izjav, pomešanih s chat GPT nebulozami. Nebulozami, ne vem, kaj ta izraz pomeni.
tega se jaz kot otrok nisem učil. Pravi, na konkretno vprašanje, kdo točno bo dogodek izvajal, kakšne so njegove reference, ali bodo navzoči člani organizacije Lege Bitra in kaj bodo počeli, pa ni bilo odgovora, seveda ne. Ker seveda hočejo staršem potakniti nekaj, kar vejo, da je proti ustavi. Pravi, vodstvo šole, pravi, nismo bedaki in ne bomo pustili, da se nas tako obravnava. Hvala Bogu, vidite. Pogumni starš, nismo bedaki. Oni so sicer učitelji, imajo pedagoško fakulteto za sabo. Jaz sem tudi bil 6 let, vidite, imam vse strokovni spet diplomo, vse imam za sabo, vidite. Ampak ljudje nismo bedaki. Bog nam je dal zdravo pamet in karkoli si že, tudi če imaš 100 doktoratov, imaš videti, tudi najbolj preprost človek ima sensus fidei, ima od Boga dano zdravo pamet in točno ve, kaj je prav, pa kaj je narobe. No, srca vsaj. Ja, pravi, vodstvo šole se zaveda, pravi, da dogodek, ki ga pripravljajo, ni v skladu z versko in moralno vzgojo, ki jo prakticira večina staršev. In zato so ta dogodek, pravi, skrivali, zdaj pa okrog njega spuščajo meglo. Pravi, imajo nas za bedake, za nekaj manj, ne jemljajo nas kot enakovrednih sogovornikov, ne poslušajo našega mnenja pripomb in pomislekov, namesto tega nas šolajo in poučujejo, češ oni so razsvetljeni, oni so pač učitelji in vedo, mi smo pa neumni in zaplankani. In zdaj nam bodo vsiljevali to, pravi, da dokler ne spregledamo in ne vidimo zadeve na njihov način. Ker po njihovo je naš odziv dokaz, da potrebujemo še več takih dogodkov. Tako lahko razumemo zaključek današnjega pisma, v katerem ravnateljica trdi, da vsi potrebujemo takšne delavnice, vsi moramo postati LGBT, vidite, da bomo sprejemljivi za našo politiko, za našo vlado. Torej, vsi moramo postati norci, da bomo lahko z norci skupaj tulili v en rok. Ja, no pa pravi, mi starši tega ne potrebujemo, šola nas je dolžna slišati in upoštevati, pravi, in zato bo naš osmošolec v sredo ostal doma. Bravo! Vidite, to je prava reakcija. Otroka je lepo pustil doma, pravi, doma bo ostal iz protesta, ker želimo šoli sporočiti, da nima pravice in se ne sme vtikati v našo versko in moralno vzgojo, da nas mora slišati in upoštevati, seveda Franci je katoličan. Če bi še kakšen starš iz protesta otroka pustil doma, pa nima varstva, si bom v sredo vzel dopust in lahko otroka pripelje k meni. Evo, vidite, lahko rečemo, hvala Bogu, vidite, za take starše, ki so tako pogumni, sploh pa da to vidite, oče napiše, da tako pogumni in pove, vidite, da pove tem ljudem, da se jim ne bodo pustili, vidite, spreobračati v neko hudičevo zadevo, vidite, ki seveda ljudi dela nesrečne na tem svetu, vidite, in pa potem pogublja ljudi za vsečnost v peklo. Vidite, zakaj gre? Gre za to, ti ljudje, vidite, ta dogodek žive knjižice na tej šoli v Avti vasi je bil lakmusov papir. S tem so hoteli ugotoviti, kako bodo ljudje reagirali. Ali so že dosti pokvarjeni, da lahko tem ljudem to serviramo, da bodo to požrli dol, ali pa se bodo uprli temu. Vidite, to je samo, in vidite, vsa Slovenija, vidite, vsi šolniki v Sloveniji, vidite, so gledali, vidite, kako bodo ti v Avti vasi reagirali starši, ali bodo kaj naredili, ali bodo kaj rekli. Vidite, hvala Bogu, baje, pravi Aleš Primc je napisal, da se je kar veliko staršev odzvalo, pustilo otroke doma in jih niso pustili v šolo. Vidite, tako je prav. Da morate vedeti, za LGBT je hudič, noben drugi. Satan skupaj hudič, vidite, in če se temu ne upremo, potem nas povozi. Če se upremo, vemo tako, kot pravi nek svetnik, pravi, bolj ko smo mi strahopetni pred hudiči, bolj so oni pogumni, ne more biti drugače. Pa seveda pred njihovimi pomočniki. Ja, treba se torej upreti, reči, povedati resnico in resnica bo zmagala. Vidite, zakaj za resnico je Bog. Vidite, za resnico je Bog, za to lažjo in za to svinjarijo je pa samo seveda hudič. Ja, vidite, in pravi, na spletu sem dobil, pravi, prvič v zgodovini se je zgodilo, prvič v zgodovini slovenskega naroda se je zgodilo, odkar pač te podatke pač spremljamo, da se je v Sloveniji rodilo manj kot 17 000 otrok. Prvič, vidite, v Sloveniji je bilo vedno veliko otrok, nekaj sicer države v Evropi pravi, jih ima več,
nekaj jih ima manj, ampak Slovenija je nekje na povprečju z 1,5 rojstva na žensko. Če hočemo Slovenci preživeti, samo za preživetje, govorim samo o preživetju, ne o zveličanju duš. Vidite, bi morali imeti čez 2 do 3 otroke vsak. To imamo pa samo 1,5, se pravi, Slovenci smo v procesu izumiranja, vidite, na tem svetu. To je samo glede naših fizičnih življenja. Glede naših duš, morate vedeti, je pa tako. Kar je proti Božji volji, nas pogubi, kar je z Božjo voljo, nas zveliča. In to velja tudi za Slovence, za vsak narod na tem svetu. In Slovenci torej izumiramo. Janez Janša je sicer ustanovil pred 4 leti urad za demografijo, ker se je zavedal, da izumiramo. Vidite, da bi spodbujali, da bi ljudje imeli otroke. Vidite, ta spodbujanja so taka ali pa drugačna, vidite, ampak naš Robert Golob je ta urad ukinil, je rekel, da ga ne potrebujemo. Da so drugi uradi za te stvari, ampak še, vidite, mi potrebujemo. Vidite, edina motivacija, da imajo ljudje otroke, je prava katoliška vera. Vidite, samo vemo, da ko človek ve, da ima otrok nemarljivo dušo, da ko ti otroka vzgojiš, ga naučiš maternega jezika, ali početnega jezika, vidite, ko ga vzgojiš, ko ga postaviš na noge, da si postavil na noge nemarljivo dušo, ki bo nekoč, če se bo zveličala, vidite, so večno slavila, že cela Boga v nebesih. Vidite, in se za moč, za vse žrtve, da te otroka tako vzgojimo, se pravi, da ga rodimo, vzgojimo za Boga, za nebesa, to moč lahko dobimo samo od Boga, vidite, ki je za nas prišel na ta svet, se za nas žrtvoval. Kajti tisti, ki ste starši, veste, da je starševstvo, seveda je lepa stvar, jaz osebnih izkušenj nimam, imam pa izkušnje iz svoje družine, ko sem bil vsaj majhen otrok, vse lepo imeti otroke in naprej, ampak otroci seveda so tudi odgovornost in seveda žrtvovanje. Vidite, in zato ljudje seveda nočejo imeti otroke, se nočejo žrtvovati, ker nočejo, vidite, iti po zgledu Jezusa Krista, vidite, ki se je žrtvoval za nas na našem oltarju. Tako je Slovencev, vsako leto lahko rečemo, je manj krščenih otrok Slovencev, manj katoličanov v Sloveniji, več poganov in seveda za pogane je življenje seveda samo priložnost za uživanje. Oni pač verujejo v tisto krivo vero evolucije. Uživaj, privošči si, in če hočeš uživati in si privoščiti, pač ne smeš imeti otrok, ne? In seveda potem izumiramo, fizično, kot sem rekel. Boste rekli, zakaj vam danes to pripovedujem, ko evangelij govori o sodnem dnevu? Ja, zato, ker na sodni dan, vidite, bo vse prišlo na dan. Sodni dan, vidite, je dan, ko bo vsak svojem pred vsem in vsi pred vsakim. Vidite, to bo nadnaravni dogodek, ko bo konec sveta, pravi, Jezus bo prišel na oblakih neba in potem vemo, na desni bodo zveličani, na levi bodo pogubljeni in potem bomo ali so večnost na nebesih ali so večnost v peklu, vidite. Če bi večina Slovencev to verovala, potem ne bi izumirali, ker pa večina Slovencev tega več ne veruje, ali pa ima o tem zelo slabo vero, oziroma veruje v lažno vero evolucije, potem seveda se dogaja, kar se dogaja. In potem seveda se lahko zgodi, da te na neko šolo pridejo ljudje, ki propagirajo LGBT, vidite, in to učitelji potem odobravajo in z blagoslovom učiteljem, seveda, kaj tistim šolsko vodstvo v Sloveniji, ki ga imajo, potem se to lahko dogaja. Vidite, če bi Slovenija bila katoliška država, slovenski narod, katoliški narod, se to ne bi zgodilo, nobeno na misel pa šlo, da bi kakšen LGBT komu poslal kakšno šolo, vidite, pa s tem propagiral v šolah otrokom. Ja, ker ti ljudje, ki to počnejo, boste videli, če se nas preobrnili, bodo goreli v slovenčnosti v peklo. Ampak, koliko sem jaz bral, prebral sem na stotine knjig v življenju, koliko sem jaz bral, vidite, nekateri ljudje, vidite, so tako hudobni, da vedo, Jezus tako pravi, da noben človek se ne pogubi, da je presenečen, ko se pogubi. Vsak človek na tem svetu, ko predno umre, ali pa vsaj pred smrtjo, ve, kam gre, pa kaj si zasluži v svojem življenju, vidite. Ampak, vidite, pravi neki svetniki, nekaj so tako hudobni, prodajo svoje duše hudičo in so pripravljeni, pravi, trpeti vso večnost v peklu, samo da bi čim več duše pogubili skupaj s sabo v peklu. Vidite, to je čista tipična politika hudiča. Oni so pogubljeni in vedo, in hoče seveda še čim več ljudi s sabo skupaj pogubiti. No in
Mi smo pa tu zato, vidite, z vojsko brezmadežne, z vojsko Marija, vidite, da se z Božjo in pomočjo, smo še sami svetnikov, vidite, borimo proti temu in borimo seveda za veličanje naših duš, za Božjo čast in slavo in za veličanje naših duš. Torej moramo biti, vidite, nadeti si moramo, kot pravi berilo današnjega nedelje, pravi orožje svetlobe. Vidite, kaj je to orožje svetlobe? To je naša tridentijska maša, vera, nauk, morala. Vidite, to je orožje svetlobe, ki zmaguje, premaga vse hudiče, vse satane in seveda našo molitvijo in z našo žrtvijo. To moram pa poudarjati. Vidite, brez molitve pa brez našega žrtvovanja ne gre. Stvar brez našega trpljenja, ki ga darujemo skupaj z trpljenjem, pomre Jožef, vidite, za Božjo čast in zveličanje naših duš. No in že pred ne vem koliko časa, kdaj sem vam govoril o tem svetniku, ki ga pa imam, o Manuelu Fodera, ki je bil rojen 21. junija 2001, se pravi pred 23 leti na Siciliji, v Calatafimiju na Siciliji, v pokrajini Trapani. Vidite, in ta otrok, ko je bil star 4 leta, je bil diagnosticiran z rakom, kostnim rakom, in potem se je ta kostni rak razširil po njegovem telesu. Sicer je šel skozi vse mogoče terapije in operirali so ga in skušali ta rak odstraniti. 30 ciklusov kemoterapije je dal skozi, transplantacije je dal skozi, transfuzije krvi, nepopisne bolečine, vidite, vse to je dal skozi otrok, star 4 leta, si lahko mislite. Ja. In potem pravi, najprej ta otrok se jokal, se protestiral, hotel iti v šolo, se s prijatelji izigrati zunaj in tako naprej. Tukaj na fotografiji je z majico, ko piše gor basketball, se pravi košarka in tako naprej. Bil je pač tak normalen fant, ne, ampak bil je katoličan, pravi, in začel je moliti, pravi, nekaj trenutka začel voliti rožni venc, zelo veliko rožni venc moliti. Tista redovnica, ki je bila v bolnici, je rekla, pravi, da je hotel, da ga nese v kapelo pred Jezusa. In kadarkoli so molili, pravi, zraven Marije mi pomagajo, pravi, da lahko prenašam trpljenje, dajo jim moč, pravi, in mir. In potem je rekel, pravi, nekoč, da mu je Marija rekla, ti si moja radost, mu je rekla, pravi, in popoldne bodo za tebe imeli ognjemet. Neko praznovanje so imeli, versko praznovanje v njegovem mestu, kjer je živel, ali v vasi, tam, ko je živel, ampak potem pa to svojim mami povedal, rekla, Marija mi je rekla, da bodo imeli ognjemet danes za mene, ker sem pač tako pogumno pač trpim. On je vse darovanje trpel, on je vse trpljenje daroval za spomenje grešnikov, za papeža, za duhovnike, za škofe in naprej, za same dobre stvari, za zveličanje duš. Ampak mama mu je rekla, pravi, ne, pravi Manuel, nobenega ognjemeta danes ne bo, pravi, nič niso napovedali. No, ampak sredi noči se je zbudil in je bil ognjemet, je rekel, mama, vidiš, da je imela Marija prav ognjemet. To se pravi, bil je mistik, vidite, otrok, mistik bolan, no, umiral je 5 let, vidite, je umiral za tem kostnim rakom in šel je potem 2007, star 6 let, svet je v Hailo, prijel tudi sveto Birmo in ko je bil star, mislim, da je bil star 8 let ali koliko, malo pred smrtjo, imel je popolno tradicionalno vero, kot da je tradicionalni katoličan. Tudi na spletu sem videl, zdelo se mi, da je tradicionalni katoličan. In potem pravi, enkrat je šel v Lourdes in potem je hotel, da so molili za neke slepe otroke, ki so takrat tudi romali v Lourdes, pardon. In potem, ko so se vrnili, so ugotovili, da je nek otrok, ki je bil slep, da je spregledal od tistih otrok, za katere je Manuel molil. Ja, vir mi je šel 2008, pravi, v kapeli, pravi, je ležal na tleh, bil pač bolnik, ali pa na klopi je ležal, pa molil. Pravi, in potem, pravi, Jezus mi je rekel, pravi, da sem jaz bojevnik svetlobe. Bojevnik svetlobe in potem so ugotovili, da ima v glavi tudi 2 tumorja in mu tega niso povedali, mama tega ni hotela povedati, zato ga ne bi prestrašila. Ampak on je rekel, sam pravi, Jezus mi je dal 2 trna iz svoje trnave krone v mojo glavo. Pravi, tisti ljudje, ki so slišali, ne bi verjeli, če ne bi slišali na svoje ušesa, vidite,
otrok, je rekel, pravi, Jezus mi je dal 2 trna v mojo glavo, pa on se več povedal, da ima 2 tumorja, vidite, in to je imel 2 tumorja v glavi. In je potem je dal navodilo za svoj pogreb in je rekel, da na pogrebu, da ne sme jokati za njim, pravi, ker bo v nebesih, da mu Jezus nebesa pokazal, pravi, da so nebesa nekaj čudovitega, da mu Jezus nebesa pokazal in potem pravi, prišla je njegova agonija ali smrtni boj, pravi, hemoglobin je padel na čist nizko ravn, pravi, se pravi, da mora biti že mrtev. Zdravniki so mu nehali dajati transfuzijo, ker ni bilo menega upanja, da bo preživel. Pravi, ampak ta bojevnik svetlobe, srce tega bojevnika svetlobe je bilo še 4 dni. Njegova mama je takoj zasumila, da je šlo za nek dogovor med Manuelom in Jezusom. Pa je rekla, pravi, Manuel, spet si nek dogovor z Jezusom napravil, kaj ne, in je pokimal. Se pravi, reševal duše, vidite, do zadnjega diha je trpel, reševal duše in potem je rekel, da morajo dati pod njegovo glavo odprto knjigo Svetopismo, na strani tam, kjer je odlomek Jeremija 17/14, kjer piše, pravi, ozdravi me, Gospod, da bom ozdravil, reši me, da bom rešen, kajti ti si moja hvala. Vidite, in tako so naredili. 20. julija je bil zadnjič na tem svetu, star 9 let, vidite, malo prej je praznoval rojstni dan. Na 7 let, pravi, z rožnim vencem v roki, vidite, je umiral in umrl in takoj, ko je prijel obhajilo popotnico z nebesa, je zašepetal, končal sem, se pravi, dokončal je svoje poslanstvo na tem svetu, svoje trpljenje, svoje žrtvovanje, svojo molitev in šel v nebesa. In tako so ga tudi pokopali, vidite, s splitnim pismom pod glavo, brez tiste blazine na v krsti. In njegov škof iz Trapana, Piero Franieli, je rekel, pravi, Manuel, malo nas je iz postelje učil, iz bolnice učil, vidite, kako, pravi, lekcijo zaupanja v življenje, ki nikoli ne umre. Jaz bi rekel, ta Novostorda seveda je mečkeno okrog obrnil, ona se vsi v lekcijo, vidite, darovanja, žrtvovanja, molitve, vidite, za Božjo čast in slavo in zveličanje naših duš. No in to so oči tega otroka malo pred smrtjo. Da sem dal iz spleta, ker sem mislil, njegov pogled, vidite, lahko vidiš v njegovih očeh, vidite, Jezusa, vidite, ki gleda iz njegovih oči. Torej, moji dragi brati in sestri, na sodni dan bomo dali odgovor, Manuel srečanje na Jezusovi desnici. Borimo se pogumno, vidite, proti zlu, kako se je ta Franci boril za svoje otroke. Vidite, v zlu, ki nas skuša pogubiti, tudi seveda preko šole, preko laži, ki jih učijo v šolah, preko LGBT, preko evolucije in vsega tega, preko modernizma, vidite. To vam vsako nedeljo govorim, kaj se počnejo, ampak sem se že navličal, vidite, več čas je nekaj, kaj počne, kak papež kakšnega zajca ustreli in tako naprej, ampak čas imam za dosti tega, bom še kaj povedal, ne, ampak ne bom več čas vse govoril, nima smisla. Sam veste, pri čem smo in upamo, molimo, da nas bo Bog obdaroval s čim boljšim. Na koncu moram pa to reči, morate vedeti, da v tem mesecu, preden bo Trump v Ameriki postal predsednik oficialno in prevzel krmilo v roke, hočejo globalisti sprožiti 3. svetovno vojno. Na vsak način, vidite zakaj, ker vemo, da skušajo čim več ljudi z tega sveta spraviti in zato molimo, zato 3. svetovne vojne ne bo. Kaj nekaj morate vedeti, naj ti hudiči delajo kar hoče, Bog mi odpusti ta izraz, ampak ne morem več reči, vidite, ljudje, ki si prizadevajo za neko svetovno vojno, ne morejo biti druga kot hudičevi pomočniki. Zato mi jaz rečem hudiči. Vidite, naj počnejo kar hoče, naj delajo kar hoče, naj imajo v rokah kolikor hoče denarja pa oblasti, vidite, vojne ne bo, če Bog ne bo dopustil. Kajti Bog je gospodar, vidite. Oni ne morejo niti s prstom migniti, če jim Bog ne dopusti. Vemo pa, da Marija povedala v Fatimi, vojne so kaj? Kazni za grehe ljudi, za grehe človeštva. Grehov tega človeštva je ogromno, abortus, to kontroverze, LGBT, vidite, in vse eutanazija in tako naprej. Grehov je zadosti, vidite, ampak jaz pravim, če na tem svetu četica duš, vidite, ki zadoščujemo za grehe človeštva, ki hočemo živeti čim bolj v svetu Božjih zapovedih, molimo ta namen. Jaz upam, to je vse, kar lahko naredim, da Bog 3. svetovne vojne ne bo dopustil.
če bo, morate vedeti, da bodo šli narodi z tega sveta, tako kot je rekel v Fatimi. Da če bo vojna, bo veliko narodov z tega sveta odšlo. Vidite, in ti hudiči hočejo imeti, dokler je še ta dementni Biden, vidite, v Ameriki predsednik, hočejo napraviti tretjo svetovno vojno, ker vedo, da s to ljudko lahko naredijo vojno, zelo s to, da seveda katoličani narekovajo, vidite, da lahko naredijo vojno s svojim NATO, vidite, ampak če Bog ne bo dopustil, vojne ne bo. Torej, kdor more, naj daruje današnje obhajilo za to, da vojne ne bo, vidite, da bodo posamezniki, družine, narodi na tem svetu živeli v medsebojnem miru, ljubezni in spoštovanju, vidite, in seveda v miru in spoštovanju, kaj? Do trojedinega Boga, Jezusa Jožefa in do nebes, vidite, kajti to je pogoj za mir na tem svetu. Že mir, posameznik družin narod, vidite, z Bogom in Jezusom Jožefom in z nebes, vidite, pogoj za mir na tem svetu. Darujemo, molimo ta namen, vidite, in upajmo, da vojne ne bo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.